A si že odtekale maratona, ki izmatra? Ne, razmišljam pa, da smo v drugi polovici in kako gre čas drugače, ko imaš nekaj v fokusu. Kako se večkrat spomnim na prijaznost, recimo. Bova mogla bolj na glas gor, ker nimava telefona, prav zelo blizu, pa nimava mikrofona. Živjo, vidim, da vas je kar že hitro veliko. Danes bomo imeli temo prijateljev. Kot ste videli, sem dala na Facebook mojo sliko z mojo najboljšo prijateljico, dolgoletno, ker sploh ne vem, kaj bi brez nje počela. Tako da bomo malo govorili o tem, kaj pomeni v bistvu prijateljstvo, kakšna zaveza je to. Tudi pač tle v objavo sem napisala nekaj vprašanj, v bistvu kako sploh sklepate prijateljstva. A si ti prebral vprašanje? Ne. A ti povem. Napisala sem, kako sklepamo prijateljstva, jih hitro sklenemo, pa jih tudi hitro razdiramo, a se zelo hitro navežemo, pa smo pa hitro prizadeti, pa zamerljivi, a znamo tudi prijateljstva v bistvu negovati in gojiti in na nek način se prilagajati in uravnotežiti. A se v bistvu spomnimo, kdaj na prijatelje, tudi kadar nimajo rojstnega dneva, da jih razveselimo. A imamo tiste prijatelje, ki jih kličemo samo takrat, ko nam je hudo. Pa, jaz sem imela kar nekaj ljudi takih v mojem življenju, ki so me imeli samo zato, da kadar so me rabili, sem imela občutek. Tako, o tem bi govorila danes, zaradi tega, ker jaz mislim, da to gre tudi skupaj z navezanostjo, in v bistvu s tem strahom, da bi bili sami, in velikokrat pol kakšna prijateljstva toleriramo, zato ker se bojimo, da bi bili sami, da bi izgubili vse. Ampak jaz bi v bistvu najprej vas danes pozdravila, imam eno posebno novico, danes mi nekaj praznujemo. Sem mislila to prejle objaviti na strani, ampak sem se potem odločila, da ne bom objavila na spletni strani, zaradi tega, ker mislim, bom objavila, ampak ne danes. Mislim, da je to en tak poseben dogodek za mene, za mene mogoče zato, ker sem ustvarjala fizično stran, za naju zato, ker sva skupaj čez dober mesec izdala prvo knjigo, ampak mislim, da je bila na današnji dan knjiga Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, končana, da je šla v oblikovanje. In danes ima naša Facebook stran Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, 7 let in 9000 sledilcev vas je. In jaz recimo tudi tukaj čutim tako navezanost do vas, prav prijateljsko, tako prav res tako čutim to vašo podporo, to hvaležnost, in sem se odločila, oziroma sva se z Albertom odločila, da bomo to skupaj praznovali. In sicer na 2 načina. Eden način je, da na najini spletni strani vezal.si v trgovini najdete knjigo Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, in tja noter napišete vaše mnenje o knjigi. To se pravi, eno mnenje na spletni strani vezal.si. Izmed teh mnenj bomo izžrebali enega nagrajenca, ki bo dobil za nagrado najvodila za najstarše. To se pravi, nagradna vrednost je 69 evrov. To je ena stvar. Vsi ostali, ki boste napisali mnenja, boste pa dobili dodaten popust na vse spletne tečaje, ki jih imava. Tako da to je dobro, ne? Mnenja pa lahko... Častiš danes. Danes jaz častim. Drugač pa mnenja lahko napišete do ponedeljka. Do takrat pač ta nagradna igra traja, in v torek bomo izžrebali enega srečnega nagrajenca. Pogruntali bomo neko računalniško žrebanje, tako da bo to čist na fair način narejeno. Skratka, lejte, zdaj imate možnost, da zadanete knjigo za 69 evrov za osebno delo. A veste, kaj je to? To je
res vredno, da tekmujete oziroma da napišete. Jaz sem vam najprej mislila Izštekane najstnike dati, ampak Izštekani najstniki v bistvu je knjiga, ki, če hočeš o njej mnenje napisati, jo verjetno že imate, a ne? Zdaj pa druga možnost pa je, da bomo tudi na naši Facebook strani Izštekani najstniki, bom jutri objavila objavo in lahko tudi mnenja pišete tam spodaj. Tam bomo pa izžrebali enega nagrajenca za en brezplačen webinar na naši spletni strani. Ampak to bo pa pisali jutri, zato ker danes nisem hotela vas preveč bombardirati s temi maili, zato ker si želim, da imamo v bistvu pač ta maraton prijaznosti in da smo sfokusirani na njega. Ampak nisva mogla mimo tega rojstnega dneva danes. 7 pravličnih let, 7000 prodanih knjig, tako mimogrede. To pomeni 7000 staršev, ki grizajo kolena in delajo na sebi in skušajo imeti lepe odnose s svojimi najstniki. Tako da bravo vsem vam. Ja, in v bistvu te številke, nama se ne gre za številke, ampak gre se nama za to, da sva od vsega začetka verjela, da lahko s to knjigo res prineseva neko podporo v družine. In to na začetku nisva upala verjeti, ko sva rekla, da si malo domišljava mogoče, da midva to zmoreva. Ampak zdaj pa po 7 letih je pa, bom rekel, toliko odzivov, toliko sva dobila nekih potrditev tega, kaj vse deluje, tako da tako sproščeno rečeva, ja, res lahko praznujemo. To je res, res je namen tega, da v bistvu vplivamo na izboljšanje naših odnosov, na to, da se imamo boljš, da se imamo rajš, da delamo lepši svet. In ja, tudi s prijatelji delamo lepši svet, tako da jaz bi šla na današnjo temo. Skratka, tisti, ki ste zamudili, poglejte si začetek, ki imate možnost dobiti z malo sreče najvodila za najstarše. Midva pa bi šla... Tako da to lahko tudi delite še s svojim prijateljem, recimo, da bojo informirani o tej možnosti. Deva prijateljstvo, pa deva našo zgodbo o navezanosti, pa kaj sploh prijatelji so, pa mogoče, sem jaz mislila, pa sem mogoče malo predrzna, ampak kako je v časih, ko sva recimo midva imela večje stiske v odnosu, bilo pomembno, da sva imela prijatelje, oziroma koliko je bilo težko, če nisva imela nikogar, ki bi z njim upala deliti najine bolečine. O tem sem jaz mislila, da bi danes kaj povedala. Kar sem pa jaz imel v mislih, je pa v bistvu to... Kar daj, ali bo čisto drugačno misel imel. Jaz sem imel v bistvu to, da... Teta Ivanka je tukaj. Ja, teta živa. Kako do prijateljev spontano imamo neka vedenja, ki so lažje prijazna, recimo. Kako je velikrat to, da ko prijatelj pride na obisk, mi se z mnogimi se objamemo, pokažemo si, koliko smo se veseli, vzamemo si čas, spustimo stvari, namenimo to pozornost, jih pokličemo, se slišimo, kaj jaz vem, kaj je bila zapora oziroma karantena. Smo imeli zume. Smo si izmišljali razne stvari, kako smo bili v stiku skupaj. In jaz sem to razmišljal, koliko teh spontanih vedenj, brez težav v prijateljskih odnosih pokažemo. In sam to sem mislil, da si lahko s tem kaj pomagamo, se pravi, tukaj imamo mi zalogo nečesa, kar že obvladamo. In a bi lahko to uporabili in izkoristili to, kar že znamo, kar je preverjeno, a ne naše. Nisi nam treba to nekaj zdaj izobraževati, pa razmišljati, pa ne vem kam jeti. Ampak to imamo.
a bi lahko to uporabili tudi tam, kjer nam gre pa težje. Se pravi, z partnerjem, z otroki, mogoče s kakšnimi bližnjimi sorodniki, starši. Jutri bova imela starše. Ja. No, lej, tukaj sem jaz, mečkaj drugače gledam, ne? Recimo jaz gledam, kaj jaz vem, če rečem Mojca, ne? Ker Mojca pač je toliko moja prijateljica, da je tudi tvoja prijateljica v resnici, ne? Ja, ker mi trije smo najboljši par. Veliko smo skupaj, oziroma včasih smo bili še več, a ne, zdaj imamo že pač polkanenih drugih obveznosti, ampak nima to veze. Kar jaz želim povedati je, da sem jaz doživljala prave prijatelje tiste, ki sva midva lahko povedala, da sva skregana, ki so prišli k nama na obisk. Recimo, če si bil ti s kovtrom čez glavo pokrit, ko je Mojca prišla, ti tudi na misel ni prišlo, da bi se odkril. Ampak si tam ležal in si se pokazal točno takega, ki si. In to, jaz vidim, da so pravi prijatelji tisti, ki smo lahko pred njimi ranljivi in iskreni. Da nam ni treba, recimo, se delati, da smo prijazni, pa da je vse ok, pa da... a ne, tle jaz vidim to dodano vrednost tistih pravih prijateljev, kar rečem, to je tisti človek, ki pač si jaz upam z njim biti taka, ki sem. A pa je to, kako to povezuješ s prijaznostjo? To povezujem s prijaznostjo pa na tak način, da tisti pravi prijatelji so, recimo, prijaznost je to, da sem jaz takrat, kadar je Albert bil tak, bila ful jezna in ker je bila Mojca moja prijateljica, sem ji vse živo povedala nič lepega, ne? Kdo on je, kakšen buksel je, kako... No se ne rabi zdaj še nekaj. On mene trpinč in tako, ampak s prijaznostjo povezujem to, da je Mojca, to nikoli ni vplivalo na njen odnos do naju in vedno je bila prijazna do tebe in vedno te je sprejemala takega, kot si. Ni ratala nesramna, ni ratala odtujena, nikoli ni sodila ali pa obsojala, recimo, in še ene par takih prijateljev imava ob tem, ne? S tem povezujem prijaznost. Se pravi, je izkušnja v tem, da ko smo delili med sabo neke, recimo, stvari, ki jih ne deliš z vsakim, a ne? Ko smo bili lahko iskreni, ko smo lahko rekli, ne vem, nam se pa začeli smo v bistvu z otroki, a ne? A veš, kaj se nam je zgodilo, a veš, kaj je naš naredil, ne? Pa je pol z druge strani bilo, a ja, ti veš, da mi smo tudi že to imeli, a ne? Da smo v bistvu iskreno lahko delili težke stvari in je bil odziv v tem smislu, jaz te sprejemam, jaz te razumem, oziroma na ta način tisto, kar sva midva mislila, to se pa samo nam dogaja, to pa nobenemu ne bova povedala, ne? Se sva pa to vse v knjigi napisala, ne, mimogrede, ampak mogoče sva midva tudi knjigo zato napisala, ker sva dobila v bistvu to izkušnjo povedati pomeni, da si normalen, dobiš odziv nazaj, ta prijazen odziv je v bistvu to, jaz te razumem in glej, meni se je tudi to zgodilo in normalen si, a ne? In zato se nama je zdelo nama vredno, koliko je vredno, da to delimo med sabo in v bistvu vsi dobimo pol ta občutek, se smo na koncu, ja, normalni ljudje v tistih stvarih, ki mislimo, to pa nobenemu ne moč povedati, ne? No in tukaj, tlele je zdaj se pojavilo eno vprašanje, jaz pač sem prepričana, ne, da to, kako mi zbiramo prijatelje, gre skupaj z našo zgodbo o navezanosti, a ne? In tukaj se zdaj pojavilo vprašanje, a imate prave prijatelje, a se upate toliko navezati, da delite z njimi te svoje težke trenutke tudi, pa stiske, pa tudi mogoče napake, pa zgube, pa neumnosti, ki se vam zgodijo. Imate bolj površinske odnose, tako da ga žurate skupaj, pa da se zabavate, pa rojstni dnevi, pa pač tisto, kar pač vidimo in je povrh, in se globoko v sebi počutite osamljene, a ne? A imate prijatelje, a imate malo prijateljev, veliko prijateljev, jaz ne govorim zdaj o tem, kaj je prav, pa kaj je narobe, a ne? Prav je tisto, kar vam dobro dene, kar vam paše. Je pa pomembno to, a ne, da vseb ne čutimo tiste praznine in osamljenosti,
ki nekako odmeva, veš, tisti nikogar nimam. A ne? Ti se verjetno bolj spomniš kakšnega takega trenutka, ko midva z Albertom sva tukaj različna, a ne? Jaz se sicer ne navežem hiter, a ne? Ampak ko se pa ful, a ne? In sem za tega človeka res pripravljena narediti vse. Tako, kot da bi bil moj partner, otrok, pač meni je to družina, a ne? Ti se pa težje navežeš, a ne? Pa si večkrat verjetno čutil to osamljenost. Sploh, ko sem bila jaz taka kot tank. Ja, tle so te, recimo, a ne, jaz imam v, bom rekel, tudi teh zgodbah, tudi izgube, a ne. In jaz sem si naredil neko prepričanje, da se ni varno preveč navezati, ker pol tega človeka lahko zgubiš in to je prehudo, a ne. Kaj jaz vem, zelo podobno kot imajo recimo ljudje tudi pri domačih živalih, a ne. Preveč se navežeš, pol pa pač ga zgubiš in to ne moramo na vsake toliko let, a ne. Tako da jaz sem tle bolj previden in ja, večinoma imava skupne prijatelje, a ne. Jaz imam nekaj teh iz mojih mladostnih časov. Ja, to je to. Ja, in mene zanima, govorim, vidim, ja. ker ne vem, kaj ne povem. Zanima me, a vidiš ti to povezavo o zgodbi o navezanosti, a bi mogoče kakšno nalogo jim dala, da malo razmislijo o tem, da se malo vprašajo, pač odkje neki modeli, odkje... Zdaj, eno tako splošno je to velika tudi pri nama na terapijah, a ne. Ženske pogosteje rečejo, da imajo prijateljce, da imajo tak krog, da lahko delijo, da tudi, a ne, pač ko nam je težko, da imaš nekoga, s komer lahko deliš in je potem lažje. In da moški smo bolj zaprti ali pa bolj neki, bolj smo trdi tukaj, nismo toliko spretni, pač ta prijateljstva niso neka globoka prijateljstva, so bolj kakšna športni kolegi ali pa kakokoli. Pevski kolegi. Pevski, kakokoli, ne. Ja, in to je v bistvu tudi neka kultura, ne. Zdaj, od zadaj je pa ves čas verjetno, zdaj pri meni neko hrepenenje ali pa mogoče celo neko zavidanje tistim, ki pa imajo neke trdne, močne prijateljske vezi. Ampak tle je tako, da jaz mislim, da gre spet za občutek, a ne, da imaš neke ljudi, na kateri se lahko nasloniš, tudi v primeru, da nisva midva več drugemu tisti varen prostor in da kdaj tudi rabiš, bom rekel, kaj izven, bom rekel, ublažiti. Jaz pač tukaj gledam tako, jaz rabim prijateljico, zato da ji povem včasih, koliko si čuden pa beden pa tako, a ne. Ampak jaz potem, ko se umirim, pa pač midva urediva najin odnos, tebi povem, da sem ji to rekla, a ne. Skratka, povem, nimam nekih skrivnosti pred tabo, to se sicer bolj tiče partnerskega odnosa, ali pa tudi ne, a ne. Zato, ker zelo velikokrat se zgodi, da prijateljski odnosi postanejo večje navezanosti, pa da za njih več časa porabimo, pa več razmišljamo kot partnerske. In tukaj pa pač se podira ravnotežje in če partner to občuti, a ne, kot en občutek izgube, to ni okej, a ne. To pomeni, da se je treba pač o tem pogovarjati. Jaz o tem Bojanovem komentarju, a ne, da sva midva tudi stereotipna, razmišljam v bistvu, a je to, se pravi, tam, kjer nimamo nekih varnih izkušenj, ne, tam, kjer Kaj sploh pomeni, da si stereotipen? Kako ti to razumeš? Ja, zdaj bom veliko časa porabil, če vklopim to razmišljanje. Ok, pa se bomo pa zvečer pogovarjali. Skratka, da smo moški bolj mogoče trdi pri navezovanju prijateljstev, pa da ste ženske bolj, ne, to je tako stereotipno. To je res, ja. Prepričanje.
Ampak jaz v bistvu tlele, mislim, da se naslonam na stereotip takrat, ko meni zmanjka neka varna podlaga, ker bi jaz lahko si upal raziskovati. Ne? In verjetno so stereotipi pač samo pokazatelj, da so to neke zgodbe, ki nismo najbolj varni, pa imamo neke zgodbe še za predelati. Jaz sem te prekinil, ti si hotela povedati še naprej. Ne, jaz sem samo govorila o tem, da prijateljski odnos pač lahko postane večja navezanost in da to potem ni ok, a ne, za partnerski odnos, oziroma da lahko ni ok, pač nimam rada te besede, poruši ta odnos, a ne, partnerski. Jaz se spomniš Katarine pa mene, ko sva bile krat pa srajca. Sem bil jaz ljubosumen, ker sem imel ta občutek, da v bistvu nekaj, kar bi si jaz želel, da midva deliva, kada deliš ti z njo. In tukaj je to, gre verjetno za pač... Gre za to, zaradi tega, ker ona je bila zgovorna in jaz sem imela človeka, ki je govoril, ki se je pogovarjal z mano. To je bilo v enem obdobju najnega odnosa. Albert je pač, takrat si mislim, da delal magisterij, ko smo bili na Bolu, a ne? Skratka, ves čas je itak neki delu, a ne? Študiral, a ne? In bil zaprt v tisti igralski stolp. In ona je pa pač govorila, bila je obrisana, midve sva delale traparije in neumnosti, ki bi jih jaz z veseljem delala s tabo, ampak ni šlo, a ne? Ker ti si bil takrat akademik, na faksu si predaval, bil si resen človek, ne moreš tam enih norosti početi z neko žensko. In dejansko pač tukaj ni šlo za nobeno zaljubljenost ali pa prevaro, ampak bila je pa res ful velika privlačnost v tem, da meni ni bilo dolg čas, da sem dobila tisti del nekje druge, ki mi ga Albert ni dal. In to se zelo hitro začuti v odnosu, in sva se veliko pogovarjala o tem. In kako sva to rešila, mogoče vas to zanima. Tako da je potem se Albert priključil nama s Katarino in smo pač... In sem se začel učiti govoriti. In se je začel učiti govoriti in zabavati in biti igriv. In je bilo prav dobro, prav lušten smo se imeli. Tako da na koncu sem jaz na bolski feri šel v maškare. No vidiš, kažem napredek. Tako da lahko nas prijateljstva seveda tudi učijo, da rastemo, da odkrivamo ene dele sebe, ki smo jih izgubili, a ne. Tukaj je sigurno pri Albertu bila pač ta živost, igrivost, tista, ki sem jo jaz takrat zelo pogrešala. In pač sem se tudi umirila do ene mere, ampak nisem pa mogla se čisto, je bilo meni čisto prehudo, a ne. Zanima me še ena stvar, a ste zamerljivi? Vam bom jaz povedala eno pač mojo zgodbo, kako imam jaz odnos s prijatelji. Tako, kot sem prej rekla, jaz, ko nekdo postane moj prijatelj, jaz sem na voljo. Ampak ne se norca z mene delati. Ker če se pa to zgodi, potem pa odrežem in je konc. In prav odrežem in je konca, ne. Tako da je mogoče eno vprašanje, kako ste vi s prijateljstvi, a ste zamerljivi, a ste popustljivi, a razčistite, a se pogovorite. A potrpimo. A potrpimo, ne. Ali je to tisti nekdaj dam odnos. Jaz sem bila enkrat na enem seminarju, pa to boste verjetno, ste tudi vi že slišali, ne, kjer so rekli, pazi, s kom se družiš. In ko sem jaz razmišljala, s kom vse se družim, mi je postalo kar tesno, zaradi tega, ker je bilo zelo veliko mojih prejšnjih prijateljev takih, ki so se meni oglasili takrat, ko so imeli težave v partnerskem odnosu, pri vzgoji, ko so bili v kakšni stiski, ampak ko sem bila pa jaz v stiski, pa nisem čutila, da jih lahko pokličem, oziroma da bom slišana. Tle je mogoče tudi to, o slišanosti. A veš, ko kličeš prijatelja, pa rečeš, jaz imam danes toliko beden dan, pa on reče, to ni še nič, a veš, koliko imam jaz, koliko je moj grozen, a ne? Ampak tlele gre za, če jaz prevedem v prijaznost, prijaznost v bistvu do našega okolja,
oziroma to, s kom se družiš. Če se mi družimo z ljudmi, ki se ves čas pritožujejo, ki ne vidijo nobene pozitivne stvari, ki vidijo samo, ko gre vse skupaj nekam, kako bo vse hudič vzel, kako ni, vsi so zlobni, vsi te bojo okoli prinesli. To se nič ne da, to meni ni prijazno okolje. Pa recimo pol še težave v partnerstvu, pa s partnerjem nič ni, pa z otroki nič ni, pa pol še s taščo nič ni, pa se kregamo, ne. Skratka, a veste, biti v takem okolju ali pa prijateljevati s takim okoljem meni ni prijazno za naše počutje. In jaz mislim, to pazi, s kom se družiš, je, da si mi lahko izbiramo pač tudi neko, bom rekel, bolj optimistične ljudi, ki so bolj optimistični. Ja. Berem tukaj komentarje, tako ste zanimivi. Zanima me, oziroma hotela sem reči, napišite kakšno vprašanje, zaradi tega, ker v petek bova odgovarjala na vprašanja. Če vas karkoli zanima, dajte vprašati. V petek bo vprašanja in odgovori dan, 8. dan, ker sem se jaz zmotila, tako da je to pač pomembno. Hotela sem te nekaj vprašati, a se ti spomniš recimo v življenju tako situacije, ki si pač imel prijateljski odnos ali pa ki se je zgodil trenutek, ki si imel tisto občutek hvaležnosti ali pa ki si imel občutek, da je nekdo res prijazen, da je nekdo pozoren, da je nekdo, ki mu je mar, recimo, a se spomniš česa takega? Ja, zelo se spomnim, recimo, zelo se spomnim Tomaža, ki je recimo mi prinašal darila in to je bilo nekaj takega, jaz sem prvič v življenju v bistvu doživel to, da je nekdo, da sem jaz nekomu toliko pomemben, da se spomni name. Ne vem, da mi je za Miklavža recimo prinesel neke čokoladke ali pa pač za take, bom rekel, nepomembne dogodke je nekako pač naredil, nekaj je prinesel, kar jaz nisem imel. In pač vem, kako, ko si pol to tudi ti vnesla v najin odnos, koliko mi je to pomenilo. In ja, jaz v bistvu to razmišljam, da odnos do prijateljev je na neki točki, je nek razvojni dogodek. Mi sicer imamo, bom rekel, vrstnike, s katerimi se družimo, ko smo v vrtcu z njimi skupaj, pa v šoli skupaj z njimi, ampak tista prijateljstva kot prijateljstva se pa nekje v puberteti začnejo razvijati, ko mi izberemo tisto, ko začnemo, ne vem, tudi o sorodnih dušah oziroma o tem, kako rabimo, kada bi rabili ogledalo sebe, svojih občutkov, nekoga, ki nas bo razumel, nekdo, ki nas bo lahko začutil tako, kot mi, in to mora biti pač iz naše generacije ali pa zelo blizu nam. In to so neke razvojne izkušnje, ki so spet lahko take ali pa drugačne. In tukaj je zelo pač dinamika tega, a smo mi prijatelje našli kot nadomestilo, zato ker nam v pač teh družinah, kjer smo odraščali, ni bilo dosti varno, nismo bili sprejeti in nismo iskali pač tisto, kar smo rabili. In je ves čas še ta, se pravi, ta razcep ali pa ta dinamika. Imamo bližnje, koliko lahko delimo z bližnjimi, imamo prijatelje, ki nam zdaj ali nam nadomestijo, ali nam dopolnjujejo. Ja, ali so naša nadomestna družina. Karkoli. Tako da tukaj je pač več zgodb, ali pa vsak ima svojo zgodbo.
No in zdaj v bistvu eno vprašanje, ki bi vam ga dala jaz tudi za domačo nalogo in mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Jaz sem danes že 2-krat omenila, da sem imela veliko krat občutek, da imam prijatelje samo takrat, kadar me rabijo. In bom drugače rekla, zdaj bom obrnila to in bom vprašala, kaj jaz naredim za moje prijatelje. Kar tako. Neka imajo rojsten dan, neka me rabijo, neka, recimo, v službi delam in se spomnim na enega mojega prijatelja. A kaj naredim v tisti situaciji? A gre to mimo? Recimo, jaz zelo rada napišem kakšen SMS, ne vem, želim ti lep dan, ali pa danes bo pa najboljši dan v tem letu. Velikokrat, ko greva z Albertom po gobe, hodva po gmajni in v bistvu ne nabirava gob zase, ampak jaz rečem, danes pa nabirava za Nuško, recimo, danes pa nabirava za Mojco, danes pa nabirava za Aljo. Skratka, naberava, v bistvu greva v gost in naberava gobe za najine prijatelje, ki nimajo rojstnega dneva, ki jih prineseva kar tako, ne vem, Mojca je doma v centru Kamnika zraven občine in pač tudi službo ima tam in jaz velikrat, če grem na občino, grem kupiti rožico, pa ji nesem rožico, recimo. To so eni taki moji doprinosi, ki jaz se dobro počutim, ker razveselim ljudi. Meni je toliko noro dobro, ker vidim nasmeh na obrazu kogarkoli. Zdaj sem se spomnila, kako sem talala rože. Jaz sem enkrat kupila celo naročje rož in sem jih talala po kamenku, zato ker mi je bilo to tako dobro, da so ljudje veseli. Ampak to je druga tema. To bomo imeli v četrtek. A veš, jaz sem se spomnil v bistvu tudi, to je prijaznost. Kaj so prijatelji v času, ko je bilo nama težko. In recimo v situaciji, ko je bilo prijateljem težko, ko so se zgodile grozne stvari, take, da bi se najrajš, bom rekel, skril in zakopal. In smo šli v bistvu se soočati s to grozo in koliko je bilo to težko, ampak koliko je to pomenilo, da se niso počutili zapuščene, da smo takrat v bistvu zmogli nositi to težo. Ko se zgodijo strašno težke stvari v življenju, je to, ne bom jih zdaj obremenjeval, pa tako, to mislim, da ni prijazna gesta. Prijazna gesta je, da gremo pomagati težo nositi. In kakorkoli je pač neprijetno in težko, je to zelo pomembna izkušnja. In to povezuje. To je tisto, kar daje več. Potem se razlikujemo od, ne vem, Facebook prijateljev, recimo. Pa ne od vseh. Veliko vas je, ki nama kdaj kaj lepega napišete, ki naj jo pohvalite, ki ste prisotni. Tako da tukaj jaz ne bi tako rekla, da je Facebook prijateljstvo, fake prijateljstvo. Jaz se to ne strinjam. To je pač neko novo dobno druženje, ki ga bo treba počasi sprejeti, pa se nehati upirati. Ampak, kar sem jaz hotela reči, je, da prijaznost prijateljev se pokaže tudi, kadar mi naredimo kaj nespametnega. Recimo, midva sva 20 let nazaj vzela v rejo enega fanta, ki je bil zelo poškodovan. In vnaprej so naju prijatelji upozarjali, so rekli, 4 otroke imata, ne hecajta se, ne veste, kaj bo, pa kako bo. In pač midva sva se zaradi nekih okoliščin odločila, da bova tega fanta vzela in verjela sva, da lahko tega fanta rešiva. Nisva pa vedela, koliko je ta otrok poškodovan. In imela sva, skratka, dejansko nisva bila zrela takrat v bistvu upravljati z nekim tako poškodovanim otrokom, najnim odnosom, 4 odnosi, ne finančno, ne čustveno. Skratka, jaz sem imela občutek, da vse leti na glavo. In takrat sva imela midva zelo veliko prijateljev, ki so to breme nosili skupaj z nama. Ki so prihajali, ki so nama pomagali, ki so nama pomagali položnice plačevati, ki so naju poslušali, ki so iskali tega otroka z nama okoli po svet, ki nama je kar naprej uhajal.
Skratka, takrat sem jaz v bistvu videla, kaj je to prijaznost, ker nobeden niti enkrat ni rekel, a vidita, koliko sta butasta, kaj sta naredila, koliko škode sta naredila sebi, svojim otrokom, temu fantu tudi končno, a ne, ker ampak to, so tako potrpežljivo naju podpirali. Ja, vsak dan so prihajali gledati, če sva še v redu, če se nama ni že strgali, ker včasih je res bilo tako, da sem jaz mislila, da ne bova, pač da ne bova preživela. In res je bilo težko. Kar hočem vam povedati o tej zgodbi je, da ne govoriti vašim prijateljem, kadar naredijo kaj takega, da so bili nespametni, ampak samo bodite zraven tako čvrsto, kakor steber, da se bodo oni lahko naslonili pa malo oddahnili. Ker itak morajo te stvari potem sami rešiti. A veste, saj noben ni mogel tega rešiti namesto naju, a ne? Ampak je pa tok pasal, tako se spomnim, ko sta dva prijatelja nama za veliko noč prinesla šunko pa jajca in sta rekla, evo, da ne boste brez pirhov za veliko noč. Tako veliko takih stvari. Tako da, lejte, prijaznost v prijateljstvu je pomembna. Pomembno je, da se s prijatelji tudi pogovorite, kadar vam kaj ni všeč. Pomembno je, da je vaš odnos v ravnotežju, to se pravi, da tudi, da vi poslušate, da oni poslušajo, ne da je pač samo enosmeren odnos. Premislite malo, mogoče res za nalogo, kje ste s prijatelji, kako čutite prijateljstva, a ste osamljeni, kaj lahko naredite, da ne bi bili osamljeni. In se vidimo jutri. Jutri se bomo pa videli dopoldan, pa pojutrišnjem tudi. Kako si se zdaj ti odločila? Ja, zaradi tega, ker, a veš, zakaj sem se jaz tako odločila? Zato, ker sem zvečer res po vseh teh terapijah, res sem zmatrana in pač to se pa vidi. In jaz sem pa rada s srcem prisotna pri mojih projektih, tako da dele samo v koledar tlele gledam. Jutri imava midva ob 10:30 se bova jutri javila in tisti, ki ne boste imeli časa, boste pa gledali pozneje, ki boste imeli čas. Tema so pa prijaznost do staršev, kar je po mojem zdaj kar pereča tema, glede na to, da se zelo veliko otrok kliče, odraslih otrok, starejših od 30 let, če bi lahko s svojimi starši prišli k nama urediti svoje odnose. Tako da poleg partnerskih terapij se mi zdi, da je zdaj to najbolj aktualna tema. In potrebna. Tako da jutri bomo govorili, pač dopoldan, ampak vse se posname, vse se objavi, tako da boste lahko pogledali tudi za nazaj. Še enkrat ne pozabiti, napišite na najino vezal, spletno stran vezal, mnenje o knjigi v trgovino, najdete knjigo Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, in napišite tja noter mnenje o knjigi, ker bova v torek izžrebala nekoga, ki je napisal mnenje in bo dobil za nagrado, za darilo najino knjigo Najvodila za najstarše, ker danes naša Facebook stran Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, praznuje 7 let in knjiga je pred 7 leti šla v oblikovanje in v tisk. Tako da juhu, praznujemo. Mnenje nujno napisati na spletno stran vezal.si, greste v trgovino, najdete Izštekani najstniki in napišete mnenje. In v torek imamo žrebanje. Čau, jutri se vidimo dopoldan ob 10:30. Ja, lep pozdrav od Švice do Slovenije. Ja, adijo.